Ja, dobro jutro. In tretji del trilogije dokumentarnih filmov je tik pred premiero in ustvarili so jih prav tukaj v mariborski RTV hiši, tako da dobro jutro zdaj avtorici Ireni Bedrač. Dobro jutro. In pomemben del ekipe je seveda tudi snemalec Borut Krojs, ki pa je silom razmer danes za kamero in Borut tako seveda ne moreva govoriti, zato ga bomo povabili, da se tokrat izjemoma prestavi na drugo stran kamere. In dobro jutro tudi tebi. Dobro jutro. Zanima me, Irena, najprej glede na to, da gre za trilogijo, vseeno je nekje začetek in začetek sega kar daleč nazaj. Kako se je začela ta zgodba o teh filmih o Špartatlonu? Ja, pred 10 leti Rut Podgornik Rež, vrtnarka, ki se je rekreativno ukvarjala tudi s temi zdržljivostnimi teki, sploh tam od sredine njenih 30-ih naprej, ko je odtekla Špartatlon, je bila stara, je bila v poznih 40-ih, mislim, da 48 ali 49 let. In ko so tako klepetali, se mi je zdelo seveda nemogoče, da nekdo preteče toliko kilometrov. Niti nisem razumela, da se ti da toliko kilometrov pretečne. Je pa treba nekatere stvari sprejeti in iz tega je nastalo, da pač jo bomo spremljali. Nekako si je tudi sama želela, ker so se takrat že dobro poznali preko oddaje Na vrtu, da morda jo spremlja ženska, kot novinarka, avtorica, in tako je nastal v bistvu prvi del te trilogije, Rut 246,8. Potem po njeni tragični smrti smo spremljali njenega sina Miho, ki je tekel Špartatlon mami v spomin, in letos kar 5 Slovencev. Zanimivo je, Borut, tudi kar se tiče samega snemanja. Konec koncev, 3 filme v Grčiji ste snemali, mislim, da v septembru. Koliko ti je zdaj žal, da zdaj v tem trenutku ne snemaš 4. filma? Pomembno je, da po snemanju greš enkrat privat tudi v Grčijo. Zaradi tega, ker v času snemanja enostavno ni časa za oglede. Fokusiramo se na snemanje, na tekače. Letos je bilo mogoče malo težje, zaradi tega, ker je bilo 5 tekačev. V prejšnjih 2 filmih smo samo enega spremljali, zdaj pa smo snemali v bistvu 5 tekačev in časovna razlika oziroma razdalja med njimi je bila zelo velika, tako da smo cel čas mogli logistično delovati in iti enega pa do drugega, pa še dobro, da je bilo letos podprto z GPS sistemom, da smo pač prek telefona lahko približno spremljali, kje so, in da smo jih potem tudi našli. Ker tudi to je kar, za vse nas, ki dejansko vemo, kako nastaja slika na televiziji, na kak način se snema. Zdaj, pri tekačih mu ne moreš ravno reči, dobro, zdaj pa ponovi, pa ta ovinek še enkrat teči, recimo, da bo boljši kader. Kako je ta logistika potekala? Ja, še dobro je, da smo tretjič bili v Grčiji, da smo dobra ekipa, da se razumemo. V bistvu imamo 2 kameri, Danilo in jaz, in pa še Irena z GoPro-jem. In enostavno spremljaš in slediš tekačem in kaj se zgodi, se zgodi. V bistvu ni ponavljanja. V bistvu celotni tek je dolg 36 ur. Tako da mi smo 36 ur na poti in spremljamo in iščemo in na koncu tudi najdemo. Ja. In kako ste se pa vi pripravljali? Ker tako ti je Borut zdaj rekel, tudi za vas je to dejansko maraton posebne vrste, ker seveda, če se spremlja ta tek, ne morete vi reči, v redu, zdaj pa vi tečete, jaz pa grem na malico in se vidimo čez 3 ure. Pripraviti se ne gre. Razen tega, da mogoče še sami kaj pretečemo, tako da zdržimo tempo ali pa vsaj nek del poti. Drugače pa ogromno je bilo res klicanja. Ni težko toliko spremljati. Se najdeš jih že še na proge, ker je pač dovolj dolga. Ampak težko je bilo ujeti trenutke, ki so pomembni ali pa neki prelomni. In na srečo nam je uspelo, da smo tiste morda najbolj prelomne trenutke vseeno ujeli. Tako da ima film to tudi zgradbo, tako da se je dogajalo marsikaj, moram reči. Ni bilo enostavno, 5 jih spremljati, pa se res vračati po poti, pa upati, da se bo mi ravno takrat zgodila kakšna prelomna točka, kakšen trenutek in šli naprej, tako da to je bilo morda letos najtežje. Ja, najtežje je tudi v bistvu zaradi tega, ker v bistvu oni samo tečejo. Spravi, mi pa moramo najti tisto zgodbo, da jo potem gledalec začuti, kaj pomeni ta dolžina, kaj pomeni ta predajanje v bistvu teku.
Jaz sem v prvem filmu zapisala, da je v bistvu ta špartatlon pa nasploh, da so vzdržljivostni teki nekako metafora za življenje. Ne? Tek kot tak, sploh ta špartatlon ni samo tek. Ne? Tu se zgodi toliko stvari, toliko čustev, toliko zgodb, da... Irena, toliko smo zdaj že v tem filmu povedali, nekaj slik smo seveda videli, ampak vseeno predlagam, da si pogledamo kratek insert, da bodo že zdaj lahko gledalci začutili, o kakšnem filmu je govora, tudi v sliki, ne samo v besedi, tako da poglejmo. Kot šport se mi je to zdelo zmeraj najbolj neumno. Pa to sem rekel, da je največji sranje tam jača. C kvadrat je A kvadrat plus B kvadrat. Varovalke so še not. Veš, kaj mi je pa to lažbo, ne? Da ne trpim sam jaz, ampak vsak od nas. Lažje reči, ko narediti. Šparta, prihajamo! Torej, poudarek v tem tretjem delu je ekipa. Je pa premiera tega filma v naslednjem tednu, oziroma ne, ta teden. Kdaj je premiera? Tako, v sredo 22. decembra v Radovljici, tam, kjer smo tudi imeli premiero prvega in drugega filma, ne, tako naša točka, bom rekla, na hitro smo se zbrali, tako da v Linhartovi dvorani v Radovljici v sredo ob 6. zvečer premiera filma Ekipa Špartatlon 2021, na televiziji Slovenija pa bo v nedeljo 26. decembra ob 6. popoldan na drugem. Torej za vse tisti, ki ne utegnejo ali ne morejo v Radovljico, da si ga lahko gledajo doma na kavču in trpijo iz kavča z vsemi temi tekači. Pogovarjali smo se o tem, da je to trilogija, prej smo se pohecali z vidika temperatur, da je pri nas zdaj že zima, v Grčiji je še prijetno toplo. Kdaj bo 4. Borut? Vsakič, bom za sebe govoril, vsakič, ko sem tam, pa ko teče 30. ura, vedno rečem, tak zdaj pa ne gremo več. Tako da zarečenega kruha se največ poje, tako da mogoče drugo leto, ne? Mogoče bo pa Irena tekla neko. Zdaj sem si nabrala že izkušnje take in drugačne. Tekla ne bom, to zagotovo ne. Sem pa seveda pripravljena še vedno spremljati. Jaz bi morda ob koncu povedala, da seveda vsak od naših tekačev, vsak Slovenec, ki je pretekel špartatlon, če sem prav prištela, je bilo 16, si bi zaslužil takšen film, ker so to res izredni napori in Šparta, nasploh Grčija ima eno posebno energijo. Tam ljudje v tistem času živijo za ta dogodek, ki je mednarodni. Tako da nam je pač uspelo jih nekaj ujeti s kamero, bi si pa zagotovo vsak zaslužil. Hvala lepa obema in se vidimo na premieri in seveda vse dobro. Hvala.